Torek je dan za primorsko kuhinjo. Svoje kuharske veščine bo to jutro z nami delil Matej Tomažič z Majerije. Dobro jutro. Dobro jutro. Torej, z Matejem smo nekako se nagibali najprej k nečemu zdravemu, zato da se vsi prečiščimo po praznikih. Drugo izhodišče pa so nam bile koline za vse tiste, ki ste jih že opravili ali pa za vse tiste, ki se jih veselite. In nekako smo se odločili za to različico. Matej, zakaj? Tako za koline, mogoče zato, ker imamo radi hrano, radi jemo, prečiščevanje ni potrebno, boljše koline, ne? Poleg tega pa so tudi en tak velik praznik, so velika tradicija in mislim, da je tudi en tak neomejen vir navdiha za pripravo jedi. Naj povemo, da boste recept, drage gledalke in gledalci, na našem spletnem naslovu lahko dobili šele po oddaji. Matej pa za danes predlaga kar 3 recepte oziroma 3 različice. Zveni ogromno informacij, kako se lotiti dela, kje bomo začeli? V bistvu je naša ideja ta, da naredimo take zelo preproste jedi. In sicer prva jed bo klobasa kožarica ali krodegin po domače, serviran s solato iz gomolja, zelene in jabolka. Druga bojo svinjska jetrca z koromačem in slanino, servirana na endivi solati. In tretja ponudba bo pa svinjski file ali svinjska ribica z mandlji in mandarini in kombinacija z motovilcem. Torej, dodajali smo nekaj zdravega iz narave, kljub temu, da danes stavimo na mesne izdelke in to, kot smo povedali že uvodoma, z razlogom. To so torej lično predstavljena zelena, ne? Tako, v bistvu tele koline bomo povezali res svežimi zelenjavami, kar nekako kolina predstavlja, malo težje jedi, ponavadi malo bolj kalorične. In želja je seveda, da jih nekako olajšamo in osvežimo z dodatki zelenjav ali pa sadja. Gomolj zelene za solato smo olupili, narezali na tanke rezine. Zadnji trenutek ga narežemo še na tanke rezance, jaz jim pravim kar v žigalice. In gomolj zelene ostane surov v tej solati, tako pričara neko igriv, dokaj nežen okus in hkrati tudi s to svojo čvrsto strukturo pomeni prijeten občutek pri užitju te solate. Dobro. Gomolj zelene dodamo v posodo skupaj z malo majoneze. Ki bo to solato gotovo še dodatno začinila. Tako, dodamo malo limoninega soka. In že premešamo. Dobro je, da se gomolj zelene takoj premeša z majonezno ali katerokoli drugo omako. Na ta način se zelenjava ne oksidira. Se bova dotaknila vsaj na hitro še ostalih 2 receptov ali bova prej dokončala tega? No, mogoče samo še 2 besedi o naslednji komponenti, in sicer je to jabolko. Če gomolj zelene prinese nek direkten in tak zemeljski okus, bo jabolko prineslo svežino in sočnost, prijetno kislino, ki spet pripomore k lajšanju celotne jedi. Je to sladko ali bolj kiselkasto jabolko? V bistvu izberemo lahko med različnimi sortami jabolk, ki pa naj bodo sočne, torej ne preveč zrele in sigurno z vsebnostjo prijetne kisline. Jabolka olupimo in tudi ta narežemo na tanke rezance. Zdaj pri jabolku je seveda še bolj pomembno kot pri gomolju zelene, da to naredimo zadnji trenutek, zato da jabolko ne oksidira. Da ne spremeni torej barve. Tako. In po svoje tudi okusa, kaj ne? Vsekakor se pri tem spreminja tudi okus z oksidacijo.
Ker morava klobaso v kožarico ali kot si sama te rekel, krodigino po domače, na Primorskem mi tako pravimo, še pokuhati nekako, ne? Bova to verjetno bolj v drugem delu počela. Tako, klobasa se kuha, klobasa kožarica se kuha dlje. Ta izdelek je za mene specialiteta in svojevrsten izdelek. In sicer klobaso kožarico naredimo iz mesa, pač iz svinjskega mesa, ubite živali. Tukaj se uporabljajo predvsem deli mesa blizu glave in blizu grla, ker so pač nekoliko, se ponavadi nekoliko dotaknejo pri zakolu s krvjo. Poleg tega pa se uporabijo tudi kože prašiča, ki se drobno zmeljejo. Vse skupaj se potem napolni v črevo in se kuha 2, 3 ali celo 4 ure zelo počasi. Na majhnem ognju? Tako, zelo počasi, celo včasih je bolje, da voda niti ne vre, ker se sicer klobasa rada razpoči in razpade v vodi. Torej, pred pripravo za solato in za prvi krožnik smo uspeli nekako izpeljati, vse ostalo pa prepuščamo minutam v drugem delu. Matej, bo v redu tako? Hvala za enkrat. Tako, seveda. Matej Tomažič nadaljuje svojo kuharsko mojstrovino. Matej, pravzaprav so že pri drugem receptu, kaj ne? Tako, pripravljava že svinjsko ribico z mandarini in mandlji. In sicer ribico na hitro pečemo na maslu. Jo začinimo s soljo in poprom. Tokrat bova izbrala rdeč poper. Zimski čas je čas eksotike. In dobrodošla sprememba, ne? Malo rdečega popra. Matej ima očitno rad izzive, ker si je za tako kratek čas zadal kar 3 recepte. Drage gledalke in gledalci, vse boste lahko po koncu oddaje dobili tudi na naši spletni strani v rubriki Kuhajte z nami. Zaenkrat jih pa še ustvarjamo v živo, kaj ne? Tako, zdaj sem omako zalil z domačim belim vinom. Dodam še na krhlje nadrobljen mandarin, ki prinaša svežino, sočnost in spet tisto malo eksotike. Mislila sem, da boš rekel, da prinaša srečo. Srečo prinaša, če srečo želimo. Tako, take rabimo. Tako, ta jed je narejena. In imamo že novo kozico in se lotevamo že tretjega kuharskega izziva. Danes z Matejem Tomažičem iz Majerije delamo še jetrca. Tako. Vnovič maslo. Na maslu bomo, ne bom rekel na počasi, ampak jaz temu pravim sladko praženje. Sladko opražili slanino. To pomeni, da se bo maslo sicer stopilo, vendar ne na preveliki vročini in temperaturi. In slanina se bo na maslu počasi, vendar dobro opražila. Na ta način se bodo razvili dosti bolj kompleksni in sladki okusi. No, medtem ko se slanina počasi praži, bova midva že kar začela s sestavo krožnika. In sicer najprej klobasa kožarica. Torej dokončava prvo solato, ki temelji na solati gomolja, zelene in svežega jabolka. Kožarico smo pokuhali, kuhamo jo dolgo na majhnem ognju. To bo pravzaprav tris, lahko bi rekli svinjski tris. Tako, ja, ena fantazija kolin, ne? Torej, domišljiji smo pustili prosto pot na temo kolin, tokrat v dobrem jutru. Dodamo malo barve in tudi zelenjave, ja. In še kožarico. In še klobaso kožarico. Seveda bomo pripravljali majhne količine, kajti jedi so kljub vsemu kalorične, tako da s tem gotovo ne gre pretiravati. Tako, slanina se je popražila. Čas je, da dodamo svinjska jetrca in jih tudi te počasi in dokaj na hitro opražimo.
dobri in pravi kuharji uspejo med tem za seboj še vse pospraviti. To je ena od pomembnih, kaj ne? Mislim, da je kar nujna odlika, ja, za dobrega kuharja. Tako da včasih nas tudi po krivici obtožijo, da smo preveč umetniški, ne? Se trudimo pospravljati in urejati za sabo. Zlagava že drugo jed? V bistvu kar za obe naslednji jedi, in sicer je to, se pravi, za svinjski file na motovilcu z mandarino in mandlji. Dodamo svinjski file, sotirane mandlje in sotirane mandarine. In bova hitro servirala še zadnjega. Tako, jetrca so opražena. Pečena naj bodo sočno, vendar ne preveč. Sicer se posušijo in izgubijo vso svojo sočnost in okus. Zalijemo jih z domačim kisom. Midva danes seveda vse prilagajava televizijskemu času, ob tem pa Matej, seveda, drage gledalke in gledalci, vas spomni na to, kaj je doma pri vas resnično pomembno. Koromač še ne, za piko na i. Cvetovi koromača. Jaz tem pravim suho zlato, zelo dolgotrajno nabiranje in rezultat pa na koncu seveda božanski. Kar dodaj, Matej, tako da bomo lahko gledalcem ponudili to popolno sliko trisa. Rekli smo, da je domišljija imela prosto pot na temo kolin. Drage gledalke in gledalci, to je tris, ki ga je za vas danes pripravil Matej Tomažič z Majerije. Matej, na tem mestu se samo še zahvalimo in seveda želimo še veliko ustvarjalnih užitkov v vaši kuhinji tudi v tem letu. Hvala, bomo se trudili kot vedno. Nam vsem skupaj pa želim dober tek, ne?